Današnja predstavitev je posvečena knjigi Soočanje soodvisnosti ameriške avtorice Pije Melody, medicinske sestre, ni zdravnica, tako kot naša sogovornica, ki je trpela za simptomi soodvisnosti v času, ko so poznali samo odvisnost od alkohola in mamil. Strokovnjaki so dvignili roke in ji rekli, naj si sama pomaga. Ker je delala v bolnišnici za zdravljenje alkoholikov in narkomanov, je začela poslušati življenjske zgodbe klientov in ugotovila nekaj skupnega. Vsi z njo vred so v otroštvu doživeli zlorabo, travmo. Navdihnjena od 12 korakov za zdravljenje alkoholikov je na sebi in na svojih klientih začela preskušati, kaj bi jim pomagalo. Od njih ni zahtevala nič, česar ne bi počela tudi sama. Tega pravila se drži tudi naša gostja, dr. Sanja Rozman. Tako je leta 1989 nastala ta knjiga. Pred seboj pa imate prevod revidirane izdaje iz leta 2003. Našo gostjo, dr. Sanjo Rozman, slovensko pionirko na področju zdravljenja nekemičnih zasvojenosti, sprašujem, kaj se je v teh 30, skoraj 40 letih spremenilo na področju zdravljenja nekemičnih zasvojenosti? Praktično vse. Če pogledate 89, ne? Ja. Moja skupina je začela delovati 93. Se pravi, to je bila prva knjiga. Če pogledate, katere knjige so citirane noter, so bile knjige, ki sem jih takrat tudi sama prebirala, 3-4. Na celem svetu, v slovenščini nič. Takrat so se zdaj bo prav letos bo 30 let, junija, kar smo začeli tako s to terapevtsko skupino. Še prej pa je bilo neko obdobje, ko sem jaz sama šla skozi to obdobje, da sem ugotavljala, da pač imam problem, ki mu nisem vedela imena, ki ni imel noben pojma, kaj to je. Doktor Ruglu se je malo sanjalo, ki je imel dosti izkušenj z alkoholiki in mi je dal te prave knjige v roke. In ostalo sem jaz potem začela iskati, požirati. Moram reči, da v tej kliniki za zasvojenosti The Meadows, ja, kjer je delala Pija Melody. Sem tudi poslušala njo kot predavateljico in tam sem pač, to je zdaj 15 let nazaj, zaključila izobraževanje za terapevta za seksualno zasvojenost. To je že ena od nekemičnih zasvojenosti, se pravi v teh 15 letih so posamezne nekemične zasvojenosti začeli priznavati kot bolezni. Soodvisnost je bila najprej hit, tako imenovane bolj popularne. To ni bilo znanstveno, ampak izkustveno. Pač ljudje so imeli probleme in so se našli Pije Melody in podobne avtorice, ki so temu problemu dali ime. In ko je problem dobil ime, je dobil tudi rešitev. In potem se je dalo sploh razumeti, kaj se dogaja. Potem pa je to ime prišlo na slab glas, soodvisnost. Zaradi tega, ker je bila zelo močna, mogoče malo preveč zdravniška klika, ki je govorila, da to ni nič, da to se da stlačiti v druge bolezni. Ampak izkušnje so pa pokazale, da recimo jaz sem začela delati takrat 93. Ker so se enostavno po moji prvi knjigi okoli mene ljudje zbrali, ki so hoteli, da nekaj delamo. Ker sem jaz opisala to pač svoj primer. Tako kot Pija Melody. In potem, ko smo se začeli sestajati, potem sem začela iskati literaturo in kako bi se to rešilo in sem prišla do teh virov. Moram reči, da v teh 30 letih, tako, če se vrnem nazaj na vprašanje,
smo prišli tako daleč, da zdaj 2-3 leta obstaja na NIJZ, se pravi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, komisija za nekemične zasvojenosti, katere član sem. In se okoli tega zelo resno vsi ukvarjajo. Moram reči, pa ni to lažna skromnost, ampak to vizijo sem jaz imela. Zdaj, ko pa so problem postali telefončki v rokah mladostnikov, ki jih noben več ne more kontrolirati, in naenkrat vidijo, pa to je res zasvojenost, saj se tako obnašajo, kot bi bili zasvojeni. Zdaj pa je naenkrat to postalo, skoraj bom rekla, moderno. Ne vem, če je to najbolj fajn, ampak prav je, da se o tem govori, zato da ljudje, ki imajo težave, vejo, da je problem, ki je rešljiv. Predvsem to, a ne? Meni osebno, in tako tudi v svojih knjigah pišem, me nikoli ni bilo sram reči, da sem soodvisnik. Zaradi tega, ker meni je ta beseda pomagala vedeti, da jaz sem jaz, soodvisnost je pa bolezen, in če imam jaz bolezen, lahko iščem zdravljenje. Ne pa, da sama sebe proglašam za neumno, nezrelo in ne vem kaj še vse, ker je moje vedenje zaradi bolezni tako. Pa še to bom rekla, za piko na i. Zadnjih, mogoče, ne vem, če 3 leta, se spet nekaj pomembnega tukaj dogaja, soodvisnost dobiva novo ime. Temu se zdaj reče kronična posttravmatska oziroma kompleksna posttravmatska stresna motnja. PTSD. CPTSD. In to je v bistvu tista podlaga za vse zasvojenosti, kemične in nekemične, in povezava med travmo v otroštvu in tem, kaj kasneje gre narobe. Tako da zdaj razumemo, vemo, kaj se zgodi, vemo, zakaj so taki simptomi, da to ni norost, ampak da je to pač na tak način spremenjen način delovanja. To pomeni, da razumemo, zakaj je to bolezen in da razumemo, kako se pride iz tega ven. In to je za 30 let, jaz se počutim kot, da sem, ne vem, našla nek kamen na cesti, ki se je izkazal za diamant. Ja, pionirka ste na tem področju. No, CPTSD, pa moja diagnoza. Ja, sej. To se pravi, da Pia Melody ima soodvisnost za bolezen. Ja. A stroka danes tudi, takrat ni bilo tako. Zdaj temu rečejo CPTSD in se temu reče bolezen. V evropski klasifikaciji bolezni je, oziroma določeni sindromi so, v ameriško še ni čisto prišla, ampak to je vprašanje nekaj let, ker te klasifikacije pač počasi se razvijajo. Ja. Ko je to enkrat v klasifikaciji, potem imajo zdravniki jasna navodila, to je bolezen. In seveda to bi moralo biti, pol pa so ljudje bolniki in se jim plača zdravljenje. Ja. No, to je pa naslednji korak. Ja, ja. Naslednje vprašanje je, soočanje je proces, kot daje vedeti naslov knjige. Ni hipen uvid, ni soočanje. Zanima me, ali kdo od vaših klientov doživel hipen uvid in ni trajalo leta, mesece, leta, desetletja, tako kot pri meni. A ste doživeli? Uvid je že hipen, pa je pa treba delati. A ne? To, da ti veš, kaj te je zadel, še ne pomeni, da si ti zunaj. To je samo beseda, koncept, smer, poti, ampak hoditi moraš pa sam. To je tako, kot če bi vi zdaj prebrali, ne vem, potopis o kaminu, pa bi se počutili, kot da ste že hodili po kaminu. Ne? Ne isto. Uvid je pa lahko takojšen. No, jaz sem mislila, da je to tako na več nivojih. Na tem nivoju imaš ta uvid in koplješ globje, imaš drug uvid. Ja. In tako, ko hodiš po poti, se odpirajo nove stvari. Človek toliko sproti lahko dojame, kolikor zmore. In eni zmorejo več, eni zmorejo manj in to je v redu, tako, ker smo različni.
In važno je, da gre po poti in sproti se mu z 2 koraka naprej odpira, kaj je naslednji korak. Pia Melody razpoznava 5 glavnih simptomov soodvisnosti. Težave s samopodobo, se pravi nizko samopodobo, s postavljanjem funkcionalnih meja, se pravi z nepostavljanjem meja, z prepoznavanjem resnice. Ne vidijo se take, kot so, niti ne vidijo sveta takšnega, kakršen je. Potem imajo težave z zadovoljevanjem svojih potreb in želja. Veliko soodvisnikov vidi potrebe drugih in jih lažje zadovoljuje, svojih pa prezre ali ne vidi ali odrine in tako dalje. In pa imajo težave z mirnostjo. To pa pomeni z zmernim doživljanjem in izražanjem čustev. Ali eksplodirajo, pa dramatizirajo, ali pa se zatečejo v letargijo. Ni zmernosti, Katerih težav od naštetih zaznavate največ in ali ugotavljate še druge, ki jih avtorica ne navaja, in po čem že nadaleč prepoznate soodvisnika? Saj ga, Kakšno vprašanje. Veste, jaz zdaj po izkušnjah, to so bili prvi opisi. In moram reči, da opisujejo bolj zunanje karakteristike. Vseeno ta knjiga je stara več kot 30 let. Zdaj pa smo počasi prišli do tam, da razumemo, zakaj se ti ljudje obnašajo, kot da čustveno so, izbruhnejo ali pa zmrznejo. Ali pa so čisto odsotni. Zakaj potrebe drugih postavljajo pred svoje? Zakaj? In to je en simptom, ki ga ona ni opisala, je pa Čermak, ki je tudi en od teh avtorjev ga opisal, da se vedno najdejo v kombinaciji partnerski z drugimi soodvisniki ali z zasvojenci. Zakaj je problem mej? To je vse razložljivo in smiselno. In meni se zdi to zelo pomembno, zato ker če ti ljudem samo našteješ 5 simptomov, ček, potem si mislijo, kako sem jaz čuden, kako sem jaz nemogoč, in tako sem bolan. In to je že prvi od simptomov. Še nič samopodoben. To je že prvi od simptomov. Jaz moram reči, da je mene zmer gnalo vprašanje, zakaj? Zakaj se ti ljudje včasih, v posebnih, pomembnih situacijah, zlasti v pomembnih odnosih, obnašajo kot nezreli otroci. Čeprav so v odraslem telesu, se pravi, če se otrok po tleh meče, ko ne dobi pri blagajni čokolade, mi vsi rečemo, ok, 3 leta, bo že minil. Če pa to počne 40-letni moški, ko ga punca hoče zapustiti, ampak vseeno v njegovi glavi, po srcu, če tako rečemo, je še boljše, je on takrat otrok. In zakaj ljudje ne zorijo skladno z tem, ko njihovo telo raste, če pri tem zorenju, odraščanju, bodi si nastopijo določene ovire, bodi si ne obstajajo nujni pogoji, se pravi interakcija z odraslim, ki bi jih tega naučil. Se pravi, lahko bi rekli, soodvisnost je, kadar se nekdo obnaša kot otrok, pa je v odraslem telesu. Kot otrok v smislu, da pričakuje od drugih, da bojo za njega poskrbeli, da se mu utrga, kadar ga kdo zapusti, da recimo se ne more pripraviti k določenemu delu, ki je zanj nujno, ker zmrzne in take. To so ti očitni. Se pravi, če bi z eno besedo rekla, če bi ti ljudje bili v telesu, ne vem, 6 do 10-letnega otroka, bi se nam zdelo njihovo vedenje čisto normalno. Pa niso sami krivi,
Ne, ker nezrelost mi je včasih, ja. Poltergeist. Res je, niso sami krivi. Ja, to je treba poudariti, zato ker pri nas nezrelost nekako je slabšalna beseda. Za me to ni slabšalna ocena, to je samo opazovanje. Ne? Niso sami krivi, ker obstaja razlog, zakaj niso imeli pogojev izpolnjenih, da bi vse te razvojne funkcije, ki jih človek mora, ko odrašča v določenih obdobjih zapopast, tega niso imeli. In iz tega sledi tudi zdravljenje, ko v bistvu ti nadomestiš tisto, kar manjka, se v bistvu njihov sistem sam popravi. Se pravi, to ni zdravljenje v smislu, da bomo dali pa tabletko, pa dali te bomo v bolnico za 3 mesece in potem boš prišel ven zdravljen. To pomeni samo to, tam, kjer se je zataknilo, bomo dodali tisto, kar manjka in sistem se bo sam razvil. In to jaz opažam pri mojih klientih vsak dan in sem zelo zadovoljna s tem. In to daje upanje, ne? To daje upanje, seveda. Ja. Kot rečeno, imajo soodvisniki težave s prepoznavanjem resnice. Njihov pogled nase in na svet je sprevržen, pravi Pia Mellody. Osebno sem imela velike težave s prepoznavanjem, kaj je normalno in kaj ni normalno. Je to običajna težava soodvisnikov, zaradi katere tako nujno potrebujemo ogledalo? A grem lahko en korak naprej? Ja, prosim. Pa rečem, vse, kar je normalno, ni dobro. Vsak človek je unikat. Pri nas je normalno, da piješ glih prav. Pri nas je normalno, da, ne vem, da ostajaš v partnerskem odnosu, tudi če ti ni več do tega, ali pa če je odnos se pokvaril do take mere, da je vir nasilja, ali pa da ljudje trpijo v tem. Pri nas je normalno, da delaš 10-15 ur na dan in potem samo še greš spat in potem je nov dan. In kje so med tem otroci in kje je še kakšen drug life. Pri nas je to normalno, pa ni dobro in ni zdravo. Ne? Ko je bilo vprašanje, zakaj imajo težave s prepoznavanjem normalnosti? Pa tudi, zakaj potrebujejo ogledalo? Vsi potrebujemo ogledalo. Veste, jaz vedno izhajam iz otroka in otrok se uči tako. Gleda mamo v oči in mama mu govori, ja, to je dobro, ne, to ne smeš. In tudi, če ne pozna besed, otrok popolnoma razume, tako ko vas vaš kuža razume, popolnoma, kaj želite mu povedati, ker je tako pozoren na vas. Ne? In vsi rabimo ogledalo, da se to naučimo. Rajš bi jaz rekla, soodvisniki niso imeli ravnega ogledala. Imeli so kakšno skrivenčeno ali pa še tega ne, ko so ga potrebovali, zato se tega niso zmogli naučiti. Ne? In tudi odrasli rabimo svoja ogledala, imamo prijatelje, imamo včasih kakšne neravno prijatelje, ki nam pritisnejo na tiste kritične stvari, ki nam ni všeč, kar nam povejo, ampak po drugi strani nas pa opozorijo, kje bi se dalo še kaj izboljšati. Tako da problem stika z realnostjo pri soodvisnikih je sanjarjenje. In to je premalo poudarjeno v tej knjigi, ker pač to je... To pa ni poudarjeno. Ne, ker ona je ostala na tem opisu vedenja in to smo pa kasneje pogruntali. Sanjarjenje, Petr Karnski je tudi iz The Meadowsov bil nekaj cajta tudi direktor tam in je moj učitelj, pri katerem sem jaz dobila certifikat za terapeuta za nekemične zasvojenosti. Je povedal, da so 4 nevrološke poti, zdaj govorim o možganih, kako so naši možgani narejeni, to so čist zadnje raziskave.
Naši možgani so narejeni, da imajo neka vezja noter, tako kot če bi odprli televizor pa videli tam tiste kondenzatorčke pa tisto, noben ne ve, kaj je, ampak nekaj je. Ne? In tisti so določeni tako krogi za določene stvari, tako kot danes je bil pri meni serviser, pa sem gledala, kako izgleda moja plinska peč. Ne. In ti tako krogi za zasvojenost so 4. In en od njih je sanjarjenje. In potem je zadevanje v smislu, da je vsega preveč, otopelost, da je vsega premalo, pa seksualnost. Ne? To so močne sile v človeku, ki oblikujejo njegovo psiho, in sanjarjenje je velik problem. Noben ne vidi, jaz lahko gledam vas v oči, pa v moji glavi. A sanjarjenje je torej simptom soodvisnosti, bi lahko rekli? To je celo gradnik zasvojenosti vseh vrst. Tega pa nisem vedela. Ja. Recimo, če gledamo seksualno zasvojenost, 90% tega je fantazija. In če pogledamo soodvisnost, kako recimo soodvisnik, on ima scenarije, kako bo srečal pravega partnerja, kako se bosta ona dva počutila, kako se bosta komunicirala, kakšne otroke bosta imela, kako bosta živela. Scenarije, vsi imamo neke scenarije, ampak ponavadi se zavedamo, da je to sam tako. Mislila, da so to želje. Ja. Ne, soodvisniki jih jemljajo krvavo resno in potem ti rečejo, ti nisi pravi. Za koga? Za vlogo v mojem filmu. Aha. Ne? Pravi, ne pravi se nanaša na moj film v moji glavi. Ne pa na neko objektivno realnost. Ne? Zanimivo. Ja. In vsi smo do neke mere pravi, do neke mere pa nismo pravi. Ne? Soodvisniki rešijo ta problem tako, da si najdejo enega, ki je nepravi, potem pa hočejo z njega narediti pravega. Olala. Aha. In to z raznimi metodami, tudi z temi čustvenimi izbruhi, z poskusom nadzora, z kritiziranjem, s tihimi tedni, to so vse ti simptomi, ki ste jih našteli, s prekoračevanjem meje, kar pomeni, ti moraš to pa to pa to pa to. Za to gre, a ne? Če ne bi bilo nekega sanskega scenarija, ko srečaš nekega človeka, si odprt za to, kaj se bo s tem zgodilo, kaj se ne bo zgodilo. Moji soodvisniki prosim lepo na prvem randiju že razmišljajo, kako bo izgledala skupaj na poroki. Resno? Ne se smejati, resno? Ženske to bo smejalo. Ja, soodvisnice to priznajo, ne vem, moški vprašajte sami, jaz sem jih, pa jih ne bom izdala. Tudi oni imajo scenarije, brez skrbi. Mogoče so malo drugačni. Nikoli več ne bom sam, nikoli več ne bom seksualno nepotešen, nikoli več. No, v zvezi s tem je naslednje vprašanje. Soodvisniki po navadi prepoznamo posledice svojih dejanj in si obljubimo, da naslednjič pa ne bomo več tako razdiralno recimo reagirali. Ja. Pa pride nova situacija, nove okoliščine in ravnamo po starem. Zakaj volja ni dovolj? To je diagnostični kriterij za zasvojenost. Definicija zasvojenosti, ki vključuje nekemične zasvojenosti, kar odvisnost od odnosov. Jaz zdaj govorim o odvisnosti od odnosov, ne o soodvisnosti, bom povedala razliko. Prosim. Ja. Se pravi, da je to škodljivo vedenje, za katerega se človek zaveda, da je škodljivo, ga ponavlja, želi nehati in ve, da bi moral nehati, pa vedno znova zapade v to. To je definicija zasvojenosti. In to, kar ste zdaj vprašali, je definicija. Se pravi, soodvisnost, bi jaz rekla, je nezrelost. Je zastoj v razvoju ene od teh socialnih sposobnosti, zlasti za partnerske odnose, kar se učimo v družinah. Ja.
In to samo po sebi še ni, je pa podlaga. Zasvojenost ima funkcijo. Vsej v začetku ljudje počnejo vse te stvari, od alkohola do drog, do telefončkov, do tega, da se zaljubljajo v napačne ljudi, zato ker mislijo, da so našli rešitev. Zato ker soodvisnost boli. To je tudi celo poglavje noter. Soodvisnost boli in seveda boli tudi, ko začneš abstinirati, boli še bolj. In zasvojenim, pač ljudje začnejo nekaj početi, da jih ne bi bolelo. To je smiselno, se vi vsi vzamete tableto, če vas kaj boli. Ne? Ta je pa v bistvu psihična bolečina. In psihična bolečina je zelo resnična bolečina. In ljudje ugotovijo, če se nažrejo čokolade, če gledajo, ne vem, 24 ur na dan eno za drugim Netflixove nadaljevanke, če se zapijajo ali karkoli, kar na te 3 pikce vi sami dodate, kemičnega ali nekemičnega, potem ta bolečina soodvisnosti za nekaj časa utihne. Za tisti čas. Ker pa to ne reši problema, je treba jemati vedno več, vedno več, vedno več. Tako kot če bi vas bolel zob, pa ne bi hotela k zobozdravniku, pa bi jemala tablete. Vedno več, vedno več, vedno večji škoda, vedno slabši zob. Na koncu bi vseeno morali zdravniku. Ampak ta poviševanje doze je tudi del tega, kako iz soodvisnosti nastane zasvojenost. Tako da moje prepričanje je, da to, kar Pia Melody opisuje kot soodvisnost, je podlaga za vse zasvojenosti. Ljudje, vsak od vas pozna koga, ki pije preveč, pa ni alkoholik. Lahko še bo, ampak recimo, da še vseh kriterijev ne dosega. Če pa bi imel to notranjo bolečino, bi imel pa razlog, zakaj non-stop piti, do utišanja bolečine. Večina ljudi, ki niso alkoholiki, popije malo, da se počutijo mogoče malo bolj sproščene, potem jih pa neha zanimati. Eni pa pijejo, da se napijejo. To je razlika. Ja. Splošno terapevtsko pravilo je, da je treba povedati svojo življenjsko zgodbo. In Pia Melody podaja napotke, ki nam pomagajo oceniti svojo zgodovino. Zakaj je to tako pomembno in ali dan danes izhaja toliko avtobiografij in biografij zaradi zdravilnega učinka na avtorja in posledično na bralce? No, jaz bom kar direktno povedala, moja knjiga Sanje v rdečem oblaku, prva knjiga, je bila moja terapevtska knjiga, ki sem jo pisala še zase. Ja, še znotraj terapije, polovica knjige je sestavljena iz mojih utrinkov v Ruglu. In ko se je dogajala, še nisem vedela, kako bo konc, takrat, ko sem pisala. Verjetno bi čisto drugačno pisala, mogoče tudi ravnala ali pa ne, kaj pa vem, težko je reči. Ampak to dejansko je zdravilo. To sem na svoji lastni koži poskušala in se mi zdi, da eno teh simptomov, ki ga imajo, je to, da se ne spomnijo marsikaterega travmatičnega dogodka. Ja. In ko se ti sistematično ukvarjaš z svojo zgodovino, potem se ti spomini aktivirajo. Zdaj pa še tako rekla. Pia še nič kaj dosti ne govori o travmi, govori pa o travmatičnih dogodkih. Takrat smo vedeli samo to. O zlorabah govori. Tako. Zdaj pa vemo, kaj se zgodi v travmatičnih dogodkih. Takrat, ko se to zgodi otroku,
ki ni zrel dovolj, ki ni sposoben tega predelati, tako da bi pač bila reakcija dokončana, ne? Odžalovana, da ti so jezo in žalost da ven, pač otrok mora nekako preživeti in to potlači. In to ostane v njem nepredelano. Ko pa se s tem ukvarjaš sistematično, prosim po možnosti ob terapevtu, pa se ponovno spomniš in to na drugačen način. Ta spomin je tak, kot da bi se vrnil v tisti dogodek. Ta simptom, ki ga Pia Melody opisuje, nezmernosti v čustvih, se pravi, bodi si vse ali nič, ali čustveni izbruh, da je katastrofa, ali pa nobene reakcije in zmrzneš. To je travmatična reakcija. Zmrznjenje je itak travmatična reakcija, ker vemo, da kadar se težke stvari zgodijo, ljudje otrpnejo in ne morejo nič. To, da pa pretirano reagirajo, je pa zato, ker se, recimo, da ti stopiš v nek prostor in tam igra melodija, ki je igrala v času, ko se je tebi dogajala zloraba. Ti ne prepoznaš melodije, ti se ne spomniš dogodka. Ampak, tako kot tudi ena pomembna knjiga o travmi od Van der Kolka pravi, telo si vse zapomni. Zelo priporočam. Tako ta spomin, ta trigger se temu reče, sprožilec, sproži telesno reakcijo, panični napad. Ali pa, da se v situaciji, ki sploh ni kaj posebnega, čisto ven padeš, čustveno. To je zato, ker se travmatski spomin vmeša v to, kar ti doživljaš, in travmatski spomin je spomin otroka. Za odraslega je to, da te zapusti punca, zoprno, neprijetno, ni fajn, se počutiš bedno, ampak ne boš umrl. Za otroka je to, če ga zapusti mama, oziroma če umre, ali pa če odide, ali pač, je pa realno smrtno, nevarno. Otrok ve, kako je na vse načine odvisen od staršev in doživlja situacijo zapuščanja kot konec je. In zato je taka reakcija pretirano dramatična, spomin iz preteklosti. Po samem tem, koliko je reakcija večja od povoda zanjo, vidimo, da se je tukaj nekaj zgodilo. In potem lahko začnemo tukaj kaj terapevtskega odkrivati. Soodvisniki so v veliki meri ugajalci, všečneži, people pleaserji. Kot pravi Pia Melody, je njihova sreča odvisna od odobravanja bližnjih, se pravi od zunanjih okoliščin. To ni pristna ustrežljivost, saj pričakujejo nekaj v zameno, potrditev, pohvalo, odobravanje. Dolgoročno se ta strategija ne obnese, saj jim razburkane notranjosti ne more nihče odvzeti, z njo morajo opraviti sami. To je pereče vprašanje v današnjem času, ko ljudje iščejo zunanjo potrditev v virtualnem svetu. Kam to vodi? Jaz bi spet izhajala iz tega, soodvisnik je otrok v odraslem telesu. Kaj lahko otrok naredi, če živi kronično, dolgoročno v družini, ki je disfunkcionalna in ki ne poskrbi za njegove potrebe, lahko pa celo direktno mu povzroča travme? A lahko odide? Prilagoditi se mora na en način. Ne more oditi, ne more spremeniti situacije.
Edino, kar lahko naredi, je, da se prilagodi, da preživi. Ja. Prilagodi se tako, da ugodi. To je tudi ena od teh travmatskih rešitev. Včasih so rekli samo fight, flight, freeze. Ne? Se pravi, bori se, beži ali pa zmrzni. Zdaj pa so dodali zraven tudi udomači. Fon, Ja, udomačiga. In to je strategija, ki jo uporabljajo soodvisniki. Jaz pravim, pridna punčka je diagnoza. Ja. Ne, se pravi, ko ste šli ven, vsi to diagnozo, zato ker sem zelo prepričana. Sovražim to besedo, ampak je tako res. Ampak ne, recimo, da smo ogledalo, pa bomo že videli, kaj je ta slika nam povedala. Soodvisniki se prilagajajo ne zato, ker bi si to izbrali, ampak zato, ker nimajo druge strategije. Nimajo izbire. Ja. Oni se počutijo, da če se ne prilagodijo, bo kar konec vsega. In se prilagajajo sebi v škodo. Recimo, soodvisniki so zelo pogosto partnerji alkoholikov in drugih zasvojenih. In tudi kakšen drugemu se zgodi, da takega partnerja se zagreje, ampak potem, ko se stvari začnejo komplicirati, ljudje, ki nimajo te soodvisniške kategorije, odidejo, ker spremeniti ne moreš, Ja. zdržati tudi ne moreš, se pravi, lahko pa odideš, ko si odrasel. Soodvisniki ne odidejo, ker v svojem srcu niso odrasli. Ampak to me zanima, med temi ljudmi, ki iščejo všečke na internetu, je veliko soodvisnikov, mislite? Ja, sigurno. Sigurno. Ampak s tem še najmanj škode delajo. Veliko več škode se dela v ostajanju v partnerskih odnosih, ki so hudo disfunkcionalni. Ja. Eden od konceptov v knjigi, ki me je res do dna pretresel, je koncept prenesenega sramu. Kot rečeno, soodvisnost korenini v zlorabi, v otroštvu, se pravi travmi, prenaša se pa s sramom, pravi Pia Melody. Jaz se s tem ne strinjam čisto. Mislim, da so to bili pač začetni poskusi diagnoze. To, da je sram osnova za vse zasvojenosti, to se strinjam. To je ta ciklus sramu, ki nastane. Ampak to o prenesenem sramu se da preko koncepta travme boljše razložiti. Recimo, prenesen sram bi bil, mene je sram, ker je moj oče alkoholik. Ampak tega ne priznam in ne predelam in kar stvar je v tem, on je alkoholik, ne jaz. Ja, ampak nas je sram. To je prenesen sram. Ampak to gre na podlago teh simptomov, ko smo že rekli, nizek občutek lastne vrednosti. In to je posledica načina vzgoje, da otrok dobro ve, mislim, zakaj si oče je vseeno izbral alkohol, čeprav sem ga prosil, ne gre piti. Jaz sem Pio Melody malo drugače razumela. Ona pravi, roditelj, ki deluje iz sramu, se pravi, mogoče kakšna skrivnost, ki nikoli ni prišla na dan, ga je sram, ne prizna, ne predela in se to prenese naprej na otroka. Ona takole pravi, ta otrok prida še svoj sram in če tega ne prizna in ne predela, ga preda svojim potomcem in tako se soodvisnost prenaša z roda v rod. In situacija je še resnejša, pravi, če delujeta oba roditelja iz sramu in otrok dobi dvojni tovor. Zato pravi Pia Melody, v svetu tudi zaradi tega narašča anksioznost in napetost ljudi. Pogojno
se strinjam s tem. V praksi se ta koncept prenesenega srama ni izkazal za koristnega. Ampak, če zamenjaš besedo sram z besedo travma, pa drži vse, ko prebito. Potem je samo travma je transgeneracijska, travma se prenaša. Se pravi, ne samo to, da bi... A veste, to je spet tako. Soodvisnost, to je zelo delikatno. Soodvisnost, zakaj ta ime na slabem glasu? Odvisnost od nekoga drugega. Soodvisnik se definira z nekom drugim. Ne? Soodvisnikov sram se pripiše sramu starša. Jaz sem cel človek. Ne? Če hočem razumeti svoj problem, moram sebe definirati, ne pa okolico. Ne? Če pa rečemo, travma se prenaša, je pa logično. Traumatizirani starši so sami delno nezreli in ne morejo svojih otrok naučiti vseh tistih pomembnih stvari, lahko jih naučijo tisto, kar sami znajo. In tako se to prenaša iz roda v rod. Ne more se pa neko čustvo tako prenašati. To se pravi, če jaz predelam moje travme, koristim naslednjemu rodu. Ja, če se šele rodi. Tisto, kar ste pa že naredila, ste pa že. Se pravi, kar sem pa že naredila, morajo pa oni narediti. Tako, ja. Oprostite, ampak. Ja, zato, ker vzgoja se začne praktično med nosečnostjo. To tudi jaz moram požreti kakšno tako. In takrat se jaz nisem nič zavedala, sem bila zelo srečna. Nič zavedala. Ljudje smo nepopolni. In življenje je pot od manj popolnega k bolj popolnemu. In otroke imamo nekje na sredi. In ne moreš zdaj za nazaj, pač kar je bilo, ampak v bistvu celo življenje, ko pa živiš, pa oni ob tebi in pa lahko daš vsej dober vzgled, da se probleme rešuje. Ne moreš pa popraviti preteklosti, tistega, kar je že bilo. Za konec imam pa še dve vprašanje, ki se meni zdita najpomembnejši. In sicer prvo zadeva današnjo družbo. Ali menite, da se poslušneži, molčečneži, ubogljivci, sledilci, rečemo ovce, ne, rekrutirajo tudi soodvisnikov? Ti namreč težko prepoznavamo in izražamo svoja čustva in mnenja in se podrejamo mnenjskim, verskim, političnim voditeljem, tudi manipulatorjem, ne da bi se opirali, če tudi se v srcu ne strinjamo z njimi ali pa se sploh ne strinjamo, ampak ne rečemo nič. Ali je zato ne le za življenje posameznika, ampak tudi za družbo nasploh pomembno, da ozdravijo, spregledajo, se uprejo tem škodljivim vzorcem in trendom, da si upajo zavzeti stališče in ga zagovarjati in ga povedati na glas? Ta kratek odgovor je ja. No, to sem si želela. To sem si želela. Ta dolg odgovor je pa tak. Jaz globoko verjamem, da se vsaka resnična sprememba v družbi začne za skupino ljudi, ki se resno, odgovorno, strastno zavzame za to, da bi naredili nekaj iz sebe in da bi nekaj naredili boljš, kot so prejšnji rodovi. In vsi smo nekako na tem, ko bi rekla, vlaku, eni v prvih vagonih, eni v sred. To je življenje. In mislim, da je tudi namenjeno temu, to življenje. Ne zato, da, ne vem, se pofočkamo, pokupimo največ potrošniških dobrin, pa na koncu umremo s tistim. Ampak zato, da medtem, ko živimo, poskušamo se nekaj naučiti iz tistega, kar je bilo,
poskušamo razumeti sebe v tem kontekstu in poskušamo iz tega dvojega sestaviti, kako bi lahko bilo boljše. In se to je smisel življenja. To je smisel življenja. Jaz mislim, da je. Hvala. Okay. Zadnje vprašanje pa zadeva intimnost. Pia Melody je intimnosti posvetila posebno knjigo, ampak ugotavlja namreč, da soodvisniki nismo sposobni za pristno ljubezen. To je pa tako kruta ugotovitev, da sprašujem, a se strinjate, kaj menite? Kratek odgovor je spet ja. Kdor ne ve, kdo je, ne more biti sposoben ljubezni. Ljubezen je nekaj, je odnos, v katerem to, kar si, poskušaš preplesti z drugim, ki je to, kar je. In če ne veš, kdo si, soodvisniki poskušajo onemu drugemu odigrati njegovega sanjskega partnerja. In se samega sebe dol potlačijo, zato da bi to odigrali. Zato to ni pristno in to tudi na dolgi rok ne more zdržati. Je pa ljubezen in partnerski odnos tisti odnos, v katerem se lahko to tudi obrne. Če se oba odločita za pristnost namesto pridnost. Hvala. Hvala. Mogoče imajo pa še oni kakšno vprašanje. Ja, zdaj pa hvala za odgovore in predajam besedo navzočim za vprašanja v našo gostjo. Kar roke gor. Jaz imam eno vprašanje, no. Da sem malo spostavljena. V bistvu meni je bila že časom ena diagnoza postavljena, ker ves čas od študija se nikakor nisem našla v tisti diagnozi. Sem skozi bila napeta in skozi sem se temu vodila. In ko zdaj, ko sem brala recimo knjigo na temo zasvojenosti s seksualnostjo, no, ste predgovor napisala, pa tudi noter je o soodvisnosti, tudi veliko napisanega, no, sem veliko. Ravno toliko, da sem se pravzaprav prvič v vseh teh mojih pravzaprav tam najdla, no, da sem ugotovila, da na nek način, a je to možno, da se soodvisnost, zasvojenost s soodvisnostjo meša z borderline. Jaz bom ponovila vprašanje za kamero, zato ker imam mikrofon, pa smo tako zmenjeni. Se pravi, vprašanje je, ali je možno, da diagnoza borderline se pomeša z diagnozo soodvisnost in tako naprej. Diagnoza borderline ali mejna osebnostna motnja je ena od diagnoz osebnostne motnje, ki je za zdravnike. Pazite, te diagnoze so za zdravnike, ne za bolnike. Zato, da zdravniki vejo, kam poklukati za zavarovalnico. In to ni nekaj, kar si vtetovirate na čelo, pa nosite na majčki. To niste vi. V tej diagnostičnem priročniku, ki ga zdravniki uporabljajo, zaenkrat soodvisnost ni definirana. Kot smo pa rekli, kronična oziroma kompleksna posttravmatska stresna motnja se pa šele zdajle v klasifikacijo, ki še niti ne velja pri nas, vpisala. V pomanjkanju druge diagnoze so včasih zdravniki, ko so opažali dramatične vzpone in padce čustvenega razpoloženja in določene druge simptome, pač to opisali kot mejno osebnostno motnjo. Potem je pa še odvisnostna osebnostna motnja in še druge osebnostne motnje. Ta kategorija je na splošno tako malo meglena, zato ker vse druge kategorije diagnoz
so vzročne. Zaprav, pove, kaj je bilo narobe, da ti to imaš. Recimo, kaj sem zamašila, se ti je žila v srcu, zato imaš infarkt. Tukaj pa opisujejo vedenje. Tako da bom rekla, če ni druge diagnoze, pač to napišejo. Več o tem pa ne bi mogla reči, ker vas pač ne poznam. Ne? Ampak jaz mislim, da se zelo veliko škode dela, ker danes je doktor Google tisti, ki postavlja diagnoze, ne pa zdravnik, ki te v resnici pozna in ki si je vzel več kot 7 minut, kar predpisuje zavarovalnica, za to, da te spozna in razume, kakšne težave imaš. Še to je bilo del vprašanja, da ste sami ugotovili, da odvisnost od seksualnosti bolje pojasnjuje težave, ki jih pri sebi opažate. Ne, soodvisnost. Soodvisnost, aha. No, sej lahko bi pa tudi tako bilo, zato ker je isto. V začetku pred 30 leti so vsi terapevti, ki so sploh delali kaj z zasvojenostmi, imeli zasvojence po kategorijah. Alkoholiki posebej, kadilci posebej, vsak posebej. Pri nas pa enostavno ni bilo dosti ljudi, da bi za vsakega imeli svojo skupino, ker smo začenjali z nule in smo rekli, jim bo že kaj koristilo, gremo vsi isto pot. Ko ljudje abstinirajo od tistega, kar je njihova zasvojenost, se vsi začnejo obnašati kot soodvisniki. Se pravi, to je podležeča motnja. In se je izkazalo, da tudi v skupini, ko enkrat pač uspejo abstinirati, se pogovarjamo o istih stvarih, imamo iste težave in najdemo iste rešitve. Se pravi, ne jemati diagnozo kot usodno žebelj v krsto, to je pač samo en od poskusov koncipirati, kaj je narobe z vami. Sigurno vi boste, kar sebe poznate, lahko našli, ker zdaj je to možno na razne načine, tudi druge rešitve. Ja, vse pisal sem na nek način. Se tam nisem našla, sem iskala naprej. Ja. Meni se zdi, da se s tem veliko škode dela. Ja. Še kakšno vprašanje? Ja, jaz bi rada vprašala, prej ste omenila na začetku, da boste pojasnili soodvisnost pa odvisnost od odnosov. Kakšna je razlika? Ja, res je. Se pravi, da ponovim vprašanje, da pojasnim razliko med soodvisnostjo pa odvisnostjo od odnosov. Rečemo, da je soodvisnost tista podlaga. Ljudje pridejo v svojo odraslo obdobje, ko so socialno, recimo, pa telesno odrasli, čustveno pa ne. Zaradi tega, ker se niso uspeli razviti vseh potencialov do razvojne stopnje odraslega. To boli, ker se zapletajo v boleče odnose in konflikte, in potem ugotovijo, da nekaj pomaga. To sem razložila. Se pravi, da je zasvojenosti vseh vrst so, kot bi rekla, ene vrste pokrovka nad bolečino soodvisnosti. Odvisnost od odnosov so posebne oblike pokrovke, ki pomenijo odnose z posebnim problemom. Lahko je to, da imaš odnose z nekom, ki je alkoholik, pa ne moreš ven. Lahko pomeni, da
imaš odnosa z nekom, ki je narcisist ali pa nasilnež, pa ne moreš ven. Lahko se zlorablja ta neka poživljajoč efekt zaljubljanja, pa si skozi zaljubljen, sam punca ni zmer ista. Se pravi, se zadevaš z zaljubljanjem. Lahko si obseden z določeno osebo, pa ni nujno, da ta oseba zate sploh ve, ker lahko, a ne, zalezovalci lahko recimo si v domišljiji cele zgodbe napletajo o življenju z neko osebo, ki za to sploh ne ve. To so potem oblike zasvojenosti z odnosi. Za razliko od soodvisnosti, ki pa je itak spodaj. Okay? Še kako vprašanje? Nekaj ste sramo menili, me govorila, recimo, ne, če se družinski član obnaša na disfunkcionalen ali alkoholičen način in tudi ostali čutijo stran, ne, se je v bistvu tudi druga izkušnja, da ti okolica sporoča, kaj dela tvoj družinski član in ti našteva. In kakor da hoče okolica, da ti daješ neke odgovore na to. Ja. Če da kratko povzamem, ko smo govorili o sramu, je gospa, ki sprašuje, pač postavlja vprašanje, da če se tvoj družinski član obnaša disfunkcionalno, da ti tudi okolica sporoča, da te naj bi bilo sram. Vse ljudi je kdaj sram, razen sociopatov. Sram je čustvo, ki nam pove, da smo prekršili neke norme okolice. Smo se narobe oblekli, smo recimo preglasni. Skratka, zaradi te človeške potrebe, da postanemo del neke večje družbe, imamo željo se prilagoditi in se potrudimo okoli tega. Problem je pa v tem, do kakšne mere se potrudiš. In to ni važno, niti kaj delaš, ampak je bolj važno, koliko pa ti veš, kdo si v resnici. Za tiste, ki vejo, kdo so v resnici, se ni težko prilagoditi, ker veš, da ne boš nič izgubil. Meni ni nič težko reči, sorry, sem se zmotila. Se je v redu, če se kdaj zmotim, saj sem človek. Za nekatere ljudi je pa to konec sveta priznati, da so se zmotili, ali pa javno priznati ali kaj takega, ali pa priznati, da je njihov starš alkoholik ali kaj takega. Ne gre za to, kaj okolica, kot sem že prej rekla, pomembno je, da se soodvisniki začnejo definirati sami s sabo, ne pa s tem, kaj okolica od njih hoče. Če ti imaš šibek občutek, kdo si, pa ti nekdo reče, ti si, ne vem, neumna, ti si blesava, ti iz tebe nikoli nič ne bo, potem ti to verjameš. Če imaš pa močen občutek, kdo si, te pa to ne bo na isti način vznemirilo. Meni lahko kdorkoli od vas reče, da sem neumna. Jaz vem, da nisem neumna. In me to sploh nič ne bo naredilo. Nekomu drugemu bi pa to pomenilo, da ne gre ven iz sobe 14 dni. V tem je razlika. Soodvisniki imajo slab občutek, stik z tem, kdo oni so. Oni poznajo svoje vloge, jaz sem mama, ne, jaz jih vprašam, kdo si. Jaz sem mama, jaz sem hčerka, jaz sem žena, jaz sem v službi to pa to. Ja, kdo si pa ti? Ne? Kako ta občutek jaz sem
na slab dan, če te frizerka preveč postriže, če imaš mozolj na obrazu, če te zasačijo pri nečem, kar nočeš, da bi te videli. Ne? A stojiš, a se podreš. V tem je razlika. Soodvisniki bazirajo svoj občutek, jaz sem, na reakcijah drugih ljudi. Zato jim je pa tako važno, kaj drugi ljudje govorijo. Ljudje, ki so zdravi na tem polju soodvisnosti, pa sicer slišijo lahko te iste kritike, tudi kakšne sovražne, pa ne bojo pozabili, kdo oni v resnici so in ne bojo se sesuli, ne bojo zgubili sebe. V tem je razlika. A je še kdo? Jaz imam eno vprašanje. Tiste verjetno vaša zadnja knjiga, ki jo imate tam ob sebi. Nikoli ne rečete zadnja, ampak najnovejša. Najnovejša. Je predzadnja. Ja. Oziroma, ta je najnovejša knjiga, ki je izšla decembra prejšnjega. Ne zdaj, ampak 1 leto nazaj. Vmes sem še eno izdala in to v ZDA, ki se ji reče Serenity, umirjenost. Kak lep naslov. V zvezi s to knjigo sem hotel vprašati, tam je pretresljiva, tam ste imenovali Ano, to glavno klientko, bi rekel. Ja. In to je nekak zgodba o uspehu. Ja. Kaj statistika pravi? Kakšna šansa je statistično za tak uspeh pri klientih, ki grejo k vam, recimo? Definirajte uspeh. Ker sem ga razbral. Definirajte uspeh. Ja. A je uspeh, da se manj kregamo? A je uspeh, da se ločiš? A je uspeh, da ostaneš poročen? A je uspeh, da otroci imajo manj problema, kot bi jih imeli sicer, pa to ne znamo zmeriti, ker to se šele bo zgodilo? Kaj je uspeh? Ena sprava z življenjem, pa sprava z vzroki, pa sprava z starši, pa tako naprej, tisto, kar je možno. To bi bil že zame uspeh. Mir v duši. Ja. No, ko moji klienti odhajajo, jih vprašam 3 stvari, javno. A je svet varen? Ja ali ne? A si ti v redu? Ja ali ne? A so ljudje v redu? Ja ali ne? Ko pridejo k meni v terapijo, praktično vsi ne, ne, ne. Ko odhajajo, bom rekla, velika veščina pristno in resno verjame, da so oni sami v redu, da je svet še kar varen, moraš malo paziti, ampak ja, okej. In da tudi ljudje so v redu, da je vsi, ampak se da najti ta prave. Tako nekako, bolj realno. In to je zame uspeh. Zame je uspeh, da ti ljudje potem lažje s takimi stališči živijo v svetu, kakršen pač je. Ker če že na štartu verjameš, da svet ni varen, boš hodil okoli z brzostrelko, pa streljal vsak grm in se obnašal napadalno, in potem bo seveda svet do tebe tudi napadalen. Je več kot polovica takih? Statistika pravi, da je približno polovica ljudi, tako imenovano, to zdaj v drugih knjigah piše, o katerih danes nismo govorili, govori o varni navezanosti. To je lastnost, ki se razvije do 1. leta otrokove starosti. Že takrat je možno ugotoviti. Take znane raziskave so, jih lahko pogooglate, ker so videi iz 50 let, ko so te raziskave delali, na otroku, ki je bil 1 leto star, kako je reagiral, ko je mama odšla in ko je prišla nazaj, je definiralo, kakšen je ta človek postal kot partner, ko je odrastel. Se pravi, tista druga polovica ljudi, ki ni varno navezana,
se pa loči na tiste, ki verjamejo, da se itak ne splača matrati z odnosi in da je najbolj, da ostaneš sam in pa nimaš problemov. Na moje soodvisnike, ki mislijo, se bom že jaz enega najdla, pa ga bom pa tako dolgo matrala, da bo postal ta pravi. Potem je še en manjši sloj takih, ki imajo pa res hude travmatične probleme, ki pa mešajo, imajo nasilje za ljubezen, ker so pač tako doživljali. Namreč, kaj je to ljubezen? Kako ljudje razumemo ljubezen? Ljubezen po defaultu, po definiciji, je tisto, kar smo čutili od mame v prvem letu starosti. To pa odpira marsikatero nadaljnje vprašanje, a ne? Zdaj, če je mama bila dostopna, če je bila tako povezana z otrokom, da je bilo približno jasno, kaj otrok hoče, če ni bila soodvisnica, pa da bi padla na tisto, kar babce v porodnišnici rečejo, moraš otroka futrati samo po dnevi na točno določeno uro, pa ne smeš ga v rokah nositi, pa ne smeš se po noči zbujati. Ne? Ni več tako. Ko sem bila jaz, je še bilo. Ja, moja hčera je zdaj bila 45. Mate Gabor je zaradi tega imel travme. Ja. To je resnično. Tisti ljudje so zdaj odrasli, ko so jih še tako vzgajali. To ni izginilo, to je v njih. Ostajajo ujetniki preteklosti, kot je v moji knjigi rečeno. Jaz sem še eno vprašanje. Mene pa zanima od gospe prej, da se malo dotaknem, kakšen bi bil pa nek zdrav odgovor ali pa en odgovor nezasvojenega, nesoodvisnega človeka, ki ga nekdo vpraša, kdo pa si ti, da mu ne našteješ vlog, pa da mu ne poveš svojega imena, ampak da ti res poveš, kdo pa si. Kot prvo, veliko več tega se pove, še za kamero. Kako pa zdrav človek pove, kdo sem jaz, brez vlog? Veliko več tega se pove neverbalno, z odnosom, ki ga imaš z ljudmi. Ampak, če bi jaz sebe hotela definirati, bi jaz rekla, jaz sem človeško bitje. Tukaj sem bila poslana v ta točno določeno družino, v ta točno določen čas, v točno določene odnose, ki so me oblikovali v to, kar sem. Zavedam se že od otroka naprej, se zavedam, da to življenje ni kar tako, da imam v tem neko poslanstvo, neko nalogo, ki jo moram izpolniti. In jaz kot svojo poslanstvo, kot svojo bistvo, čutim to, da to, o čemer se danes pogovarjamo, povem ljudem na tak način, da prevajam iz strogo, najprej iz angleške, pa iz strogo znanstvenih tehle neberljivih stvari v to, da bojo ljudje razumeli in lahko to uporabili za sebe izboljšati. In to, kadar to delam, to meni izpolnjuje me. To me najbolj definira. Povrh sem pa še mama, pa hčerka. Pa sanja, sanjarim. Še kako vprašanje? Če ga ni, potem pa... Pardon. Mogoče bi sam vprašala, prej ste mesto omenjala, da v tej knjigi pa ni zakaj. Katero knjigo, ki bi pa odgovarjala tudi na zakaj, pa priporočate, da se še prebere? Katero knjigo bi priporočala, da se prebere? Ja, jaz bom priporočala svojo knjigo. V moji knjigi Umirjenost je noter vse, kar rabite vedeti, če imate ta problem ali pa če ima kdo, ki ga imate radi ta problem. Vključno z zakaj. Umirjenost. In tudi kako ven. To ni sereniti. Ne. Knjiga Umirjenost sem napisala pred 10 leti v slovenskem jeziku.
Ta Serenity je pa 10 let mlajša in zato vsebuje veliko več teh stvari, ki sem se jih v tem času naučila v zvezi s travmo. Obe pa sta o tej temi. Tako da, ja, umirjenost Serenity, tako kar prevajaš. Serenity, a to je eni prevajajo vedrina, ali kako? Umirjenost. Smiselno je pa to notranji mir, ki ga čutiš. Ja, ne meteorološko. Ne, vem, da ne. Spokojnost, ja. Spokojnost, umirjenost, sprijaznjenost s sabo. Sam seboj. Tako, ja. To izhaja iz tiste molitve za umirjenost, ki jo imajo anonimni alkoholiki. In ki govori: Bog, podari mi umirjenost, da sprejmem to, česar ne morem spremeniti. Daj mi pogum, da spremenim, kar lahko spremenim, in modrost, da vem za razliko. Ja. Potem pa bi končali. Pardon. Če smem, sam še to, smo se mogoče ste ravno odgovorili, ampak recimo, ko začneš brati te knjige, se dotaknejo in dobiš širši pogled, kaj se dogaja v življenju, pridejo na plan čustva, seveda tudi probaš delati korake, da do neke spremembe. Vse ta čustva pridejo ven, kako včasih vse to zdržati, ker dejansko je tako pokrerenih odvisniki in pač živeti naprej, pa nositi vso to borbo v telesu in vse. Kako, mislim, mogoče bo zato njih odgovor, kako najde čez to umirjenost, pa zdržati to abstinenco najbolj. Da ponovim vprašanje, ko se zaveš, da imaš problem s soodvisnostjo ali zasvojenostjo ali kar pač to, so naslednji koraki zelo boleči in kako to zdržati, na kratko, ne? Ko jaz v moji skupini nove ljudi povabim, da se mi pridružijo pri okrevanju, je ena od prvih stvari, da se naučimo regulacije čustev na bolj zdrav način. Če ste celo življenje regulirali svojo tesnobo s tem, da ste se nabasali čokolade, potem, če boste enkrat nehali jesti čokolado, poskušali abstinirati, bo prišlo seveda ven vse tisto, kar ste prej s tem tlačili. Zato ni dovolj samo reči nehi, ker to ne deluje. Ljudi, ki bi želeli svoje življenje v smeri okrevanja spremeniti, se morajo naučiti drugih načinov, kako se pomiriti čustveno. Meditacija. V tej knjigi, ki sem jo omenila, Umirjenost, je zraven tudi delovni zvezek. Te knjige se dobijo zdaj samo pri meni na spletni strani, ker niso več v prodaji drugje, ampak je zraven vodena meditacija, DVD z meditacijami, tako da si lahko to poslušaš, pa se umiriš. Potem recimo tapkanje, EFT ali pa druge oblike te stimulacije bilateralne, ki preko telesa pomirjajo. Globoko dihanje, pogovarjati se z nekom, ki te razume. Skratka, teh sredstev je veliko. Za tiste, ki bi poskušali, pa rabite vodenje. Na moji spletni strani Sprememba v srcu boste poklikali in boste našli delovni zvezek Umirjenost in tam so vse te stvari po vrsti, ko jih rabite, tako kot en program napisane. Ta podoben program, mogoče še malo bolj posodobljen, je tudi v tej angleški knjigi, če vam angleščina ni težka, tudi te povezave boste našli na moji spletni strani.
Zato, ker vem, da ne more vsak zdaj na novo izumiti, zakaj se ne bi učili od tega, kar smo se že mi pogruntali, da deluje. Ne? Še kdo? Potem bi se pa jaz rada zahvalila in povedala, da je meni ta knjiga, ki sem jo prevedla, zelo koristila za soočanje, ja. Ampak zelo globoko pa me je ganil postopek zdravljenja, kakor ga je opisala dr. Sanja Rozman v tejle svoji knjigi, Ujetniki preteklosti, ker se mi je zdelo ko lupljanje čebule, do same srčike, do bistva, ampak na tako blag in rahločuten način, da človeka ne potre, ne podre, ampak mu daje upanje. In ravno to najbolj cenim. In hvala vam. Res lepa. Hvala. Pa hvala vam za, da ste prišli.